Če so križanci pica, potem je Mazda CX-3 ena taka fina s tankim hrustljavim testom in ravno pravšno količino nadeva. Ampak tale bi bila na ceniku čisto na koncu, ker je najboljša. No, najdražja, v tem smislu najboljša. Takšnih 4-kolesnim pogonom in dizelskim motorjem na cestah ne bo prav veliko. Tale stane 24.500 evrov, kar je dobre 3.000 in pol več od vstopne cene dve številki večje Mazde 6. In dejansko boste zelo hitro opazili, da gre za majhen avtomobil, ko boste odprli relativno majhen prtljažnik ali pa ko boste na zadnjo klop posadili 2 otroška stola in vas bo mularija med vožnjo ves čas brcala v hrbet. Ampak v tem segmentu je to pač tako. Zato v računu vzemite, da je na avtocesti malce glasnejša, ker ta ni njeno najbolj naravno okolje. 4-kolesni pogon tudi ni namenjen prečenju saharskih sipin, je pa zelo priročen v takšnih zimskih dneh, ko je avto z njim bolj suveren. Že tako se ubogljivo pelje, za križanca sicer značilno trdo, ampak komunikativno in zelo ubogljivo. Vozniško je skratka tole krasen avtomobil, tudi menjalnik je skoraj perfekten. Notranjost je s paketom opreme Revolution bogata in na oko prijetna, tale zaslon je zelo pregleden, pogrešam pa kakšno odlagališče več. Se pa vidi in čuti, da je ta sredinski naslon za roke naknadno vgrajen, ker je malce drugačne barve in tudi slabo je pritrjen. Malce pokvari splošen vtis kakovosti, ampak je vseeno bolje, kot da ga ne bi bilo. Moti me tudi, da ob izklopu tempomata ali pa sistema lane assist tule med merilniki svetijo kričeče rumene opozorilne lučke in potem ves čas mislim, da je z avtomobilom nekaj narobe. Aja, in klima. Pri 15 stopinjah piha mrzlo, pri 18 pa prevroče. Razen, če mi je crknil telesni termometer in prihajam v menopavzo. Aja, ne morem. Tudi motor lahko pohvalim, za takšno vozilce je več kot le dovolj zmogljiv. Celo pri spodnjih vrtljajih je dovolj živahen, da vas ne bo razočaral. Niti ni preglasen, porabi pa okrog 6,5 litrov. Nasploh je tole eden najbolj prepričljivih predstavnikov v tem trenutku in vem, da boste z njim zadovoljni, tudi če boste izbrali malce manj bogato izvedenko. Sam priporočam bencinski G120, bosta pa oba enako opazna. Samo poglejte ga.